Decembra bomo zaznamovali 30. obletnico razglasitve in obrambe samostojne in neodvisne države Republike Slovenije. Pred 30 leti se je spisala zgodba o uspehu slovenskega naroda v Srednji Evropi. Leta 1991 smo dobili svojo prvo ustavo oziroma osebno izkaznico naše neodvisne države. Lahko bi rekli tudi potni list v mednarodne povezave, Evropsko unijo in Organizacijo združenih narodov. Doslej je bilo uveljavljenih 11 njenih dopolnitev, zadnja z 62.a členom na pobudo Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Pri dopolnitvi ustave s slovenskim znakovnim jezikom in jezikom gluhoslepih je imel nepogrešljivo vlogo tudi zaslužni profesor Pravne fakultete v Ljubljani, profesor dr. Ciril Ribičič. Slovenski pravnik, sodnik, politik, pisatelj in pedagog je vodil strokovno skupino Ustavne komisije Državnega zbora, ki je pomagala poslancem s strokovnimi pripombami pri sprejemanju in pisanju 62.a člena. Ko govorimo o tem, kaj je prava demokracija, potem se v teoriji poudarja, da je prava demokracija tista, ki jo občuti na svoji koži tudi najbolj ranljiva manjšinska skupnost, v tem primeru pač tisti, na katere se nanašajo pravica do uporabe znakovnega jezika. Ne, mislim, da je ta manjšina pokazala svojo zrelost. Ta pobuda je sicer prišla iz vlade, ker ni ravno običajno, razen kako gre za neke konkretne potrebe, ampak ta manjšina je enotno stala za to pobudo in v celotnem postopku pokazala, kot rečeno, svojo zrelost in dobro medsebojno sodelovanje in tudi sposobnost sklepanja neke vrste kompromisov za to, da je stvar bila sprejeta kot enotna in da nimamo nikogar, ki bi glasoval proti ali ki bi rekel, da v tem postopku niso bile upoštevane njegove pripombe. V teoriji velja rek, da se ustava spreminja s tresočo roko, kar v praksi pomeni, da so postopki za dopolnitev najpomembnejše listine za delovanje države dolgotrajni. V vseh postopkih sprejemanja je predpisana tudi dvotretjinska večina poslancev, ki se s predlogom strinja. Zaradi tega so te postopki relativno dolgotrajni, vendar bi rekel, da je ta bil pravzaprav hiter glede na situacijo v Državnem zboru, kjer poteka zdaj v zadnjem času besedna vojna med vlado in opozicijo. Razmere so takšne, da so vsi poslanci vmešani v različne medsebojne spore in je izredno težko dati na dnevni red neko tako vprašanje, ki bo povezalo vse poslance. V tem primeru se je stvar posrečila. Tukaj je Dejan Židan modro vodil ustavno komisijo. Strokovna skupina je pa pri tem imela pomembno vlogo. Mi smo seveda morali delati na podlagi strokovnih kriterijev, vendar smo iskali take rešitve, ki ne bi po nepotrebnem ogrožale dvotretjinske večine. 62.a člen. Znakovni jezik in jezik gluhoslepih. Država zagotavlja svobodno uporabo slovenskega znakovnega jezika. Država skrbi za razvoj slovenskega znakovnega jezika. V občinah, kjer sta uradna jezika tudi italijanščina in madžarščina, je zagotovljena svobodna uporaba italijanskega in madžarskega znakovnega jezika. Uporabo slovenskega, italijanskega in madžarskega znakovnega jezika ureja zakon. Zakon ureja pravice oseb, ki uporabljajo slovenski, italijanski in madžarski znakovni jezik. Tudi uporabo in razvoj jezika gluhoslepih ureja zakon. Prvo, kar rečemo ustavni pravniki, da število uporabnikov pri manjšinah ne sme biti
merilo, ne sme biti omejitev, kajti to je zagotavljanje pravic posameznikom in manjšina, samo ime pove, je majhna skupnost, ne pa velika skupnost. Nikoli v zgodovini se še ni toliko v Sloveniji pisalo o gluhih, o drugih prizadetih, o invalidih in je že sam postopek spreminjanja ustave prispeval k temu in je pokazal, da je v tem primeru, in to kaže ta končni rezultat, sprejeta ustavna dopolnitev, da je Slovenija pokazala, da ima do svojih ranljivih manjšin en zrel odnos. Ja, ko smo začeli z tem delom, so bile razlike relativno še velike. In jaz sem tudi presegel svoje pristojnosti, zaradi tega, da sem kakšnega od poslancev povabil na kavo oziroma na čaj in ga poskušal prepričati, da nekaj nima prav in da naj od tega odstopi v interesu zadeve, da bo stvar sprejeta. In zaradi tega mi ni bilo vseeno, zaradi tega sem bil vesel in bi rad se zahvalil vsem, ki so prispevali k temu, tako kot sem poskušal tudi sam, da je na koncu stvar uspela. Pri Zvezi društev gluhih in naglušnih pričakujejo, da se bo vpis v ustavo hitro prelil v zakonodajo, predvsem na področjih izobraževanja, razvoja znakovnega jezika ter dostopnosti do informacij.